Sem pa govoril tudi s tvojo mati. Jaz upam, da sem bil všeč, imam pa edino eno vprašanje, ker nisem ti šundar, pa to nisem čisto točen slišal. Ne vemo, v bistvu še nisva prišla do takega trenutka, da bi jaz njemu lahko povedala za to znamenje. Neko znamenje, da imaš, da si ognjeno, pa da si imela, da imaš tako hudo izkušnjo ali kako. Mislim, hudo izkušnjo. Marsikaj daš čez, ampak tako ni zdaj, da je bilo hudo. Se da vse preživeti? Čakaj. Glede na to, da mi je njena mama to zaupala in obenem tudi omenila, da je dala nekaj v življenju čez, me v bistvu res zanima, kaj to je. No? Kaj to znamenje pomeni, kako izgleda oziroma česa se ona brani. V bistvu mi ni bilo toliko težko dati pred njim, kakor mi je pač težko, da bo zdaj celotna Slovenija to gledala. Ljudje so imeli različne reakcije na znamenje, ampak Meni ni to ena na ena, meni sploh ni problem, jaz to lahko vsakmu povem, pokažem. Ampak tako, vem, da ima vsak neko svoje mnenje, tega sem se bolj bala. No. V bistvu imam pač sam po tej polovici. Ko sem zagledal ta znamenje, sem si v bistvu, ne vem, zamislil, a je mogoče se kje opekla, ali ne vem, kakorkoli, da je neka izkušnja pustila to znamenje, no, da ni bilo to prirojeno, ampak to je pač z njo že od začetka življenja. Kako v bistvu pomeni to ognjeno znamenje, oziroma kaj je to? Živce so ful bliže pod kožo, kakor pač Aha, normalno. Da, to je to. verjetno ti je bilo težko sprejeti. Zelo težko sprejeti. Velikokrat se vprašal, zakaj ti. Ampak nekako spoznaš, da pač moraš biti ti, ker če ne bil ti, ne bil to, kar si danes. Točno to. Tako da, Na koncu se to naredi najbolj posebno. ja. Pa ne slabo, vsak je posebej. Vsak je svečen. Ja. Tina, hvala ti, ker si delila to z mano. Vem, da je težko. Dolg dan je za nami, veliko skrivnosti je bilo odkritih. Jaz mislim, da je počas čas, da greva spat. Se strinjam. Po tem, kar mi je danes Tina pokazala, vidim, da je dober in pogumen človek in se jo želim samo še bolje spoznati.